Še eno generalko moram narediti, ker prejšnji dve sta bile daljši kakor 30 minut, skoraj 1 uro, 1:45 pa sem pol spustil. Namreč čez 2 dni imam tale filozofski kolokvij, ko sem že mislil ga preskočiti, letošnjega 9. zapovrstjo, sem vendarle bil deležen nekih tako prošenj pa pridi, pa sej, pa nekaj boš pa povedal. Jaz sem letos poleti povedal tisto, kar sem mislil letos povedati o športu, takega res filozofskega, ne. V Faktorju sem parkrat tematiziral šport, ampak potem sem pa vendarle rekel, okej, bom pa tako rekoč za kazen pa predstavil to knjigo Bernarda Herberta Suitza, Murn, knjigo, ki jo jaz vidim čisto drugače kot tile naši eminentni filozofi, od Leva Krefta, Olge Markič do Jerneja Piska, da ne govorim o prevajalcu Marku Uršiču, ki se je odločil, da to prevede. Vložil veliko napora, ampak po mojem mnenju si je izbral napačno knjigo. Zdaj bom poskušal tukajle biti sicer vljuden, čeprav moja namera je bila, ne. Včeraj namreč Slovenija se uvrstila na fuzbal evropsko prvenstvo po četrt stoletja. Sem spil 3 pire, v Oštariji sem to gledal in sem bil malo pod gazom in sem tako modroval. Sem imel en tak pogovor v smer, pač, da imamo kolokvij, in sem rekel, nič, jaz bom knjigo to kar zažgal. Bernarda Suitza Murn, bom knjigo zažgal, ne, pol pa tale moja fenica me je strašansko prepričevala, naj to ne naredim. Potem sem se pa danes zjutraj zbudil, ne, rekel, malo manj oplemeniten s tem dopingom, ne, sem pa rekel, okej, jo pa ne bom zažgal, ne, ampak ne vem, neka gesta bo, ki bo simbolna in nekaj bom moral narediti s to knjigo. Saj bom piker, ne, namreč piker bom zato, ker sem poslušal tisto konferenco, ki je bila takoj ob izidu te knjige, mislim, da okrogla miza, Zoom konferenca v času covid krize, a je bila to december 20, takoj, ali pa celo 21, saj ne vem. Jaz sem napisal en močen tekst letos, poleti sem prebral to knjigo, lansko leto mi jo ni ratalo, 1 leto sem odlašal, ker ta knjiga ni za prebrati, ne, mislim. Jaz imam visoke kriterije, vem, kaj je dobro, kaj je znanstveno, kaj je spodobno filozofsko, kaj je teoretsko, in ta knjiga ni nič od tega, ta Murnova, torej Suitzova o Murnu, Grasshoppersu, ne. To je neki basenski roman, pol pizde mrzle vode vreden ni. Zdaj sem že piker. Pa 2 videa, ke sem rekel, sem posnel, zdaj pa moram tole malo strniti, ne. Tale Suitz recimo nima nobenega talenta, da bi bil analitični filozof. To, kar pa je recimo Olga Markič, ne. Olga je baje prebrala še v angleščini in ne vem, kako to, da se je strinjala s tistim, kar piše, mogoče zato, ker je Suitz velja za analitičnega filozofa, samo jaz vem, da moraš imeti za analitično filozofijo talent, analitični filozof se mora roditi, ne more nastati, ker ne moreš ti brez potenciala analitično spodobno filozofirati. In tale Suitz po mojem videnju ne filozofira analitično, ne, take paradoksalne misli vtke, neke teoretske traktate, da človek ne ve, ali bi se jokal, smejal ali bi zažgal knjigo, ne. Jaz bi se za tretje odločil, ne. Besen sem bil, ko sem te analitične traktate bral, ki sploh niso analitični. Zdaj bom rekel, ne, saj jaz nisem analitični filozof, sem pa dobil namig, ne, ravno v tem kontekstu, ali imaš pamet za analitično filozofiranje ali pa nimaš, ne. Jaz jo imam.
ne, in to mi je rekel nek filozof, ki se malo na to analitično logiko spozna. Jaz osebno vem, da jo imam to logiko, to pamet. Zdaj malo bom takole bral iz tega mojega zveščka, tudi ta daljši tekst, ki sem ga objavil na Publish Wallu, se da prebrati konec koncev. Mislim, da ga bom moral še malo plemenititi s kako pikro mislijo, ampak boleče bo, ne, nadležno bo to, kar bom povedal. Ker jaz menim, da ta nasilna intelektualizacija teorije športa ali pa še bolj filozofije športa pač ne vzdrži, ne. To je intelektualno nevzdržno, kar je Sweet spisal, ne. To je nek zmazek. In zdaj v tem ekspozeju v četrtek, ne, naj bi bili te eminentni filozofi, ki to hvalijo, tam zraven jaz bom malo, kako naj rečem, mazohističen, ne. Nezavedno mazohističen, malo bom dal tinte pit vsem, ker si to zaslužijo, ker niso bili kritični, ko je bil čas za to, ne. So kar slepo kupili in to Sweetsovo bedarijo in jo slepo prodajajo naprej, zato ker so slišali, da je to temelj filozofije športa. To ni temelj filozofije športa. Še posebej ne v teh časih, smo v 21. stoletju, ne, in bi tistih 40 let več kot 40 let po Sweetsu 1978. leta je ta ameriški oziroma kanadsko-ameriški filozof, ki deloval je na koncu bolj v Kanadi, napisal to knjigo, ne. Zdaj, nekritično kupovanje te knjige se pri nas ne bi smelo zgoditi, ampak se je, zato ker imamo slabo razvito filozofijo športa. Zdaj, kdo je pionir, kdo ni, naj to oceni zgodovina, ampak garant, ne, se je pa katedra za filozofijo športa na fakulteti za šport zaradi mene ustanovila. Zaradi moje teoretske intervencije v razumevanju sociologije in filozofije športa skozi ideologijo, teorijo ideologije, ne. Ko sem jaz začel govoriti o ideologiji v športu, so se tam zmrdnili, ne, in ustanovili katedro za filozofijo športa. En Silvo Krista in tak elaborat spisal, zakaj jaz ne smem biti tam, ne, ker žalim šport, ne, ker sem negativne stvari pisal o športu, med drugim, ne. In to je zdaj pol bilo nesprejemljivo, pa so pa vabili Krefta naknadno, ne. Jaz veljam za parhezijskega misleca, ne, torej govorim kar tako navito, nagajivo, besno, sem izzivalen, mislim, kot da bi tekmoval s telim Ducijem, ne. Enkrat se bom zjokal, tako kot se je on že parkrat na teh intervjujih na Balkaninfo. Duci se redno joka tam, če slučajno ne veste, ampak to, kar je Duci govoril o športu, ne, to pa je na nek način malo poniževalno do športa, ker ne predstavi pozitivnih plati športa, pljuva po Djokoviču, po Divcu, po vseh, ne, češ kakšni kreteni so, ne, šport se mu je zameril, ne. Zdaj, če si ti filozof, ne moreš, bi rekel, stihijsko obsojati pa žaliti šport kot inštitucijo, ne. In Duci to dela, je izjemno kritičen. Jaz, če sem kritičen, nisem kritičen zato, ker bi, ne vem, žalil inštitucijo športa. Jaz preprosto želim vedeti, kaj šport v resnici je, in tisto, kar je, ni tisto, za kar je šport uradno deklariran, ne. Ampak sami boste ocenili, ne, koliko je moja kritična misel upravičena, ne. Zdaj, kaj si bojo te športne avtoritete mislile, posebej tiste, ki so hvalili Sweetsa pa tega Murna, to mene ne zanima. Jaz sem izjemno kritičen do Sweetsa, Duci je bil do Pierra Coubertina kritičen. Zdaj bom rekel, spoznanje je nemogoče, ne, toliko pa sem, oziroma v osnovi sem, ne, spoznavni skeptik, kljub temu, da bom določena moja mnenja razglašal kot spoznanja, ne, pa vem, da se to ne da,
Tako da lahko rečem, moje mnenje je tako, kot ga boste tukaj zdaj že tretjič na teli generalki, ki jo bom objavil na YouTubeu šele po tem kolokviju, ki bo v četrtek 23. novembra 2023. In se opravičujem, hkrati vsem, ki ste se zapodili v tega svica, ko bi rekel, z vsem navdušenjem, entuziazmom, ko svinja v buče. Vi boste meni zamerili, boste užaljeni, vem, da me, ne vem, če bi me lahko za jajca obesili, ampak ne morete me za jajca obesiti, jaz sem že tako in tako diskreditiran, nimam kaj izgubiti, nisem nikamor vabljen, zdaj pa tolo, kaj bi rekel, zeleno knjižico, zvešček, tudi piše tele gor, nek Murn piše, filozofija športa. Spodobi se, da nekdo nekaj kritičnega pove in kdo drug bo, če ne jaz, o Murnu, glede na to, da ste ga vsi vi, spoštovani, eminentni filozofi športa, hvalili. Jaz sem že nakazal, pa bom še enkrat in medias res, ta knjiga ni bila vredna prevoda. Brez potrebe bila prevedena. In to leti zdaj na Mitjo Uršiča, prevajalca in največjega protagonista, da bi se ta knjiga prevedla verjetno v ozadju Leva Krefta. Ta knjiga je eno čisto zavajanje, nekritičnega bralstva. Knjiga je filozofski nateg, škodljiva je, ker zavaja, nekritični bralec nekritično kupi to vsebino kot zlato, ta knjiga niti pozlačena ni, tako lahko rečem. Ne morem in ne smem biti diskreten v tej moji kritiki, ker je bilo preveč patetičnega hvaljenja doslej. Jaz šport vendarle čutim v kosteh, in se čutim kompetentnega, da v tem športu, ne bom rekel naposled nekaj povem, da v tem svicu naposled nekdo še nekaj kritičnega pove. Kaj ne rečem o samem svicu? Človek pojma nima o športu. On se je tam nekaj ukvarjal, malo s šahom, malo z golfom. On je bil kao neki klasični filozof, analitični filozof. Jaz pa nisem, bi rekel, čist abrveznik. Šport je del mojega življenja. Jaz sem imel neverjetne talente za šport, za vse športe. Zdaj imam medalje slovenskih prvenstev v plavanju. Skupaj z gimnastiko sem tudi malo smučanje treniral. 15 medalj z jugoslovanskih prvenstev imam. 3 zlate na parterju, res da v mladinski kategoriji. Prehod med člane se mi je malo ponesrečil, strgal sem si mišico. Orang sem si jo strgal, v glavi, tam enega 83 leta. Postal sem potem trener, uspešen, moje punce imajo več zlatih medalj, 5-krat več kot jaz. Enih 15 zlatih medalj iz jugoslovanskih prvenstev imajo moje punce, 30 vseh. Jugoslovanski prvak z mojo ekipo kadetin sem bil leta 1989 v Zagrebu. Sodeloval sem pri nastajanju vrhunskih rezultatov kot mentalist, psiholog, olimpijskih medalj. Saj ni važno, kje, koliko, ampak sodeloval sem pri vrhunskih rezultatih. Noben od teh znalcev ni na tak način sodeloval, pa bil tako visoko v vrhunskem športu, kot sem bil jaz. Trener jugoslovanske reprezentance v ženski gimnastiki. In pol pa jaz to, bi rekel, to znanje udejanjam tudi na področju, lokalne športne politike. Jaz sem bil sekretar športne zveze, direktor zavoda za šport, član olimpijskega komiteja, predaval sem
filozofijo športa in humanistiko športa oziroma športologije top strokovnjakom nacionalnih panožnih zvez, tudi selektorjem državnih reprezentanc. Tako da nisem aberveznik. Vpeljal sem koncept užitka in želje v prvem magisteriju. Ne unem pred prvem, kjer sem tematiziral beg v bolečino še na kineziološkem fakultetu v Zagrebu, pa mi tam niso pustili magistrirati, pa sem potem psihoanalizo motivacije 95. leta na filozofiji oziroma oddelku za psihologijo na filozofiji, tako rekoč, na filofaksu magistriral, uradno prvič. S tem, da sem prvi magisterij naredil že iz bega v bolečino, psihoanalitičnega bega v bolečino. Vpeljal sem koncept želje in užitka. Nič več cilja in motiva. Nič več cilj in motiv, samo še užitek in želja. To sta psihoanalitični kategoriji, Freudovi kategoriji. In potle berem o ludičnosti. Ja, kje si to najdel, Marko Uršič? Ludičnost. Mislim, kot da smo vsi ludi. Igrivost imamo mi, igračkanje, nekaj iz igre ven, ne pa ludičnost. Jeba lud zbunjenok. Zdi se, kot da bi Svic govoril o potovanju v središče zemlje ali pa okrog sveta, pa imel vse v mislih ploščatost zemlje. Tak butast občutek imam, ko berem tega Svica. Zdaj upam, da se bo na straneh Slovenskega društva za filozofijo športa našel tudi moj tekst o kritiki Murna, ne samo Uršičev, o veličastnosti. Kako ga je že primerjal, s kom že? S Platonom? S kom ga je že primerjal? Mislim, Svic je absolutno nepomemben avtor, po mojem mnenju, skromnem mnenju. Pa nisem kdorkoli. Ta moja radikalnost v kritiki Murna oziroma Svica je nujna. Nujna je in mora biti radikalna, ker je pa hvaljenje Svica nekritično. Tako rekoč radikalno hvaljenje Svica. Zdaj, vsak ima pravico do svojega mnenja, tudi klošari, norci, oni iz zaprtega oddelka, tudi oni imajo moje mnenje. Ampak jaz pa vendarle mislim, da v akademskem diskurzu mora biti, nekaj mora imeti rep in glavo. In od Freuda naprej ne moremo govoriti o športu, o igri na tak način, kot je Svic govoril o igri, o športni igri. In nekdo, ki tako malo ve, tako rekoč nič ne ve o psihoanalizi, ne more pisati pomembnih knjig v športu, ker zgreši bistvo in niti se ne more dan danes. Imamo, Freuda v mezincu tako rekoč 100 let. Tisti, ki se poglabljamo v nezavedno, v simbolno. Ne moremo mi o športu pisati pa razmišljati tako malo površinsko. Ker bi rekel, da podlegamo Dunning-Krugerjevemu efektu, recimo tisti, ki hvalijo Svica. Tako malo vedo o psihoanalizi, tako rekoč nič ne vedo o psihoanalizi, o nezavednem, o simbolni strukturi naše psihične realnosti, primarnega procesa. Tako malo vedo in potem pa Svica hvalijo, ta pa absolutno nič ne ve o Freudu. Čeprav mestoma operira s kategorijo nezavednega, ker je to modno. Zdaj, ker se jaz ne morem nikomor zameriti na nek radikalen način, z nikomor prekiniti prijateljstva, ker jaz nimam nobenih prijateljev. Še tisti kolegi, ki so tako s kislim nasmeškom, se mi hihitajo. Zato rečem, tako vulgarno, mene boli kurat za vse, ampak to, kar povem, mora biti povedano. Moram kritično spregovoriti. Zdaj, Svic je poskušal
definirati šport. To mu lahko aplaudiramo, da se je to probal. In bil je proti definicijskim pogledom na šport, ne. S predpostavko, da se šport da definirati. Seveda se da, samo v enem parminutnem govoru se da to definirati, ne pa z neko definicijo v enem ali pa dveh stavkih, ne. Ampak treba je vendarle reči, ne, in to bi moralo predstavljati definicijo športa, ne. Šport je kot igra, način doseganja ugodja. In mimo načela ugodja sploh ne moremo debatirati o športu. Šport je nekakšen kulturni protokol, po katerem človek, bodisi aktivno kot akter športa, kot športajoči, bodisi kot gledalec, se pravi pasivno, on dosega ugodje v tem športu oziroma športanju oziroma gledanju športa. Torej na nek način uživa, ne. Ne uživa v tem lakanovskem smislu, ne, ko delaš stvar, ki je prepovedana in toliko bolj uživaš, ampak preprosto uživanje kot nadgradnja načela ugodja. In ti v športu planiraš uživanje, ki ti ga nosi športna zmaga. In Svic govori o športni zmagi kot, ne vem, sicer skozi tam neko utopijo, da je to smisel življenja. Mislim, to pa res smisel življenja. Jaz vidim smisel življenja v počenjanju nekih plemenitih stvari, ne pa v igranju ali pa tekmovanju, ne. Zmaga nad športnim nasprotnikom je sicer latentni imperativ vsake tekmovalne igre, gejma, ne, game kot igra z izidom, ne, kot bi rekel prevajalec, ne. Ko se Svicovega Murna razglaša za nenavadno, pravcato, literarno, filozofsko mojstrovino, to je zame žaljenje športološkega intelekta, ne, ali pa športološko-filozofskega intelekta. Jaz sem tako rekoč ponižan, če sem recimo v eni skupini ljudi, kjer se Svic razglaša za pravcato, torej njegov Murn, pravcato literarno, filozofsko, športno-filozofsko mojstrovino, ne. Mislim, jaz tega sploh ne vidim, ampak vidim kot neko filozofsko skropucalo, ki ga ne bi smeli brati, ker je škodljiv. Murn je škodljiv, škodljiv je Svic. Svic je mestoma tako paradoksalen in tudi, ne vem, da se govoriti, mislim, celo Uršič govori o kvazi nekih paradoksalnih situacijah, ne, kjer je meni šlo na bruhanje, sem to bral, zato da bi analitično speljal neko misel. Mislim, to je tako otročje, tako po kmečko naredil, da bi rekel, če bi kaj jaz videl, bi rekel, daj poti pa, če ti oslovska ušesa rastejo, ne. Tako paradoksalne misli zapiše in proba iz teh misli nekaj izpeljati, ne. In pa se jaz sprašujem, od kje, spoštovani kolegi, vam hvala do Svica. In pol v končni fazi je pa ta Svic živel na koncu v rodnem mestu Jasona Naismitha, očeta košarke, ne, ki jo je ne izumil, izželel jo je, ne. Iz nezavedne želje po koitusu žensko je na težko dostopno mesto obesil košaro za obiranje breskev in potem so falično penetrirali, ne, z žogo so not dajali te prvi košarkaši, mislim, da je 1892 leta, takrat je bila že liga vzpostavljena, 1 leto so rabili, so igro kot tekmovalni šport vpeljali v Kanadi, ne. In Svic in tale Naismith sta imela isto lokacijo. Svic je šel v penzijo, tamle sredi 90-ih let, Naismith je pa tam deloval večino svojega trenerskega časa. To, kar je Svic povedal o športu, mislim,
rekel, ne, da se da bolj enostavno povedati. Ne. On je narobe sploh govoril. Za nekaj, kar lahko pove kmet, ne rabimo pametnega filozofa. On se je pa delal pametnega v enih kontekstih razumevanja športa, ker to sploh ni bilo potrebno, ker bi kmet več povedal. In potem pa sem šel okroglo mizo tam, kdaj je bila? Konec decembra, ja, leta 22. 12. 20, na Zoom okrogli mizi, ne, so se trije enoumno, nekritično pogovarjali, hvalili, da je to nenavadna knjiga. Saj je nenavadna, ne, pronicljiva, dajte je hecat, kakva pronicljiva, ne. Kreft govori o manjkajoči knjigi, jaz pa govorim o knjigi, ki ne bi smela biti prevedena v slovenski jezik, ker se jo razglaša za temelj filozofije, kar sploh v resnici ni. Igrivo duhovita. Ne, zdaj tetle vrli filozofi kar tekmujejo v presežkih, kjer bi bolj Murna ali pa Svica hvalil. Ne. Zdaj tole dialoška knjiga, seveda je dialoška, tam med Murnom pa skeptikom pa preudarnostjo, ima nek dialog, ne, tam je nek igrivi Murn pa neke delovne mravlje, ne, ki kot da te pa sploh ne znajo živeti, ne, v tem utopičnem motrenju na šport tega Svica oziroma Murna. In zdaj pa se pritožuje recimo Kreft, da filozofija splošna Murna sploh ni opazila. Ne. Športologija, ne, je pa nepripravljena dobila servirano to knjigo in je tej knjigi nasedla. Ne. Običajna filozofija pa tej knjigi ni nasedla. Ne. Mislim, pravilno, da ni nasedla, ker to zdaj bo šele športološka srenja morala Svica prepoznati kot neproduktivnega avtorja, filozofa, ki je zavajajoče govoril o športu oziroma popolnoma neproduktivno. Ker so bili filozofi športa nepripravljeni za Murna oziroma za Svica in so mu nekritično nasedli. Murn ima v mojem, torej Svic skozi Murna konceptualno zablodo, ne. Te razprave o Murnu na slovenskem prostoru, ki jih je podpiral ZRC, Znanstveno-raziskovalni center pri SAZU. Mislim, ko sem jaz to tam videl, ne, kdo to organizira, da je to SAZU v ozadju, je SAZU, dajte enega zdravega, torej kritično mislečega, neobremenjenega filozofa, daj prebrati, ki se malo spozna na šport, daj prebrati tegala Murna. Pa nekaj pametnega pove o tem Murnu, ne, da se ga enoumno hvali. In to brez psihoanalize. Brez psihoanalize, ko se vendarle ve. In Slovenija ima nekatere močne filozofske psihoanalitike. Dolar, Žižek, Močnik, Riha, še jih je kar nekaj tem v ozadju. Freud je rekel, ko je komentiral igro svojega vnuka, ki je mamica bila preveč odsotna, ne. Kadar ni bilo mamice, je tisti nek špulček metal in špulček se je vračal nazaj. In Freud je rekel, da otrok nezavedno koncipira igro, ki mu nosi ugodje, ker se ta špulček, ko potegne nazaj, vrača, ker si želi, da se mamica vrne. To je ta simbolna struktura igre, ki jo vsi obidejo, tisti, ki motrijo Murna, ne, Murn jo seveda jo obide, če nima pojma o psihoanalizi. Ampak danes se psihoanaliza ne more tako indiferentno obnašati do Svica, ne, in jaz se ne obnašam indiferentno in zato ga kritiziram. Vsi ostali pa podlegajo Dunning-Krugerjevemu efektu, ker nič o psihoanalizi ne vedo, Murna pa hvalijo, pa Svica pa kujejo v nebesa, ne. Ko je rekel Uršič, gre za pravcatega Platona modernega časa.